Je še vedno posojilojemalec po teh smernicah pravno zaščiten ali ne? Te smernice so bile prej, preden so prišle na dan, predstavljene kot neko nadomestilo za sistemsko rešitev, za zakonsko rešitev. To seveda ni to in je to samo pridobilo pač nekaj časa, zopet je šlo za zavlačevanje. Jaz bi tako rekel uvodoma, še virus, ko napade človeka, pazi, da ga prehitro ne uniči, ne, da iz njega črpa te življenjske sokove. Medtem ko tukaj jaz rešitve z bankami ne vidim več. To traja že dolgo časa. To je neka tragedija, zlasti če to pogledamo z vidika kreditojemalcev, ki je zelo huda in tukaj je pričakovana reakcija države. In država bi morala reagirati, povsod je reagirala. Celo na Madžarskem, na Hrvaškem, v Črni gori, v Srbiji prek noči in tako dalje. Samo v Sloveniji ni bilo ničesar storjenega. In zanimivo je, da politične stranke delujejo tako, da po eni strani ustvarjajo vtis, da podpirajo zakon, po drugi strani pa ravno toliko podpirajo zakon, da na koncu ni sprejet.